Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Čuteč, izobražen, sklonjen k človeku, kot nalašč za delo v Gospodovem vinogradu. Njegova dela niso le neki umišljeni projekti, pač pa je to konkretna stvarnost evangelija tu in danes. To je prizemljenje evangelija, ki se vrši v delih duha. Je zapisal eden od sošolcev našega današnjega znamenitega gosta, dolgoletnega logaškega in sedaj trnovskega župnika, župnije Trnovo v Ljubljani, gospoda monsignorja Toneta Kompareta. Dobrodošli, gospod Kompare, resnično v naši družbi. Pozdravljen, hvala lepa za vabilo. Zlatomašnik ste postali, 50 let duhovništva praznujete, iskrene čestitke takoj na začetku. Hvala. Sicer na zunanji način ne bom praznoval tega dogodka, pač pa na notranji, s hvaležnostjo za ta leta in za vse, kar se je v teh letih dogajalo. Razumem, zakaj ste tako hitro prispeli iz Ljubljane v Maribor, tako da ste še morali malo počakati. Očitno ste človek reda, ne zamujate radi, ne? Ampak vem, da ste bili tako hitri, ker ste se v mladih letih ukvarjali z avtorelijem. Je tako? Ja, moja stara mama po mamini strani je rekla, ko smo jo vprašali, mama, zakaj greš pa tako zgodaj na železniško postajo? Je šla pol ure, uro prej. Je rekla, jaz ga moram počakati, on mene ne bo. Torej, ja, v mladosti se je vse sorte dogajalo, med drugim tudi to, kar ste omenili, bodisi, da sem se udeležil relija starih avtomobilov, od Ptuja do Murske Sobote, pa tudi evropskega relija Saturnus. To je bil pa relij po celi Jugoslaviji. Od Tivata preko Sarajeva, Osijeka, Beograda, Vrnečke Banje. Tako da, ja, to so bila leta moje mladosti. Interesantno. Do danes ste ostali tudi navdušen športnik, ne? V mladih letih ste se več ukvarjali z nogometom, namiznim tenisom. Še danes kaj? Igrate nogomet? Ja, z nogometom sem že pred leti več ali manj končal, zato ker je pri nogometu mogoče utrpeti kar hude poškodbe. Posebej, če so igralci nevešči in udarijo na nogo. Jaz zdaj sem zamenjal nogomet s tenisom. Tenis pa igram vsak teden. Tako da že kar vrsto let. Namizni tenis pa sem in tja. Tako da določen čas smo imeli turnirje, tudi celo ta VIP turnir od osamosvojitve Slovenije. Smo se družili vsi, ki so bili v prvi vladi na pozicijah in smo vsako leto enkrat ali dvakrat naredili tako imenovani VIP turnir, veze in poznanstva. No in to so bila lepa druženja. Zdaj zadnja leta pa seveda ti politiki so že malo postarani, pa tudi morda je že življenje vsakega po svoje prikrojilo, tako da se težko dobimo. Pa vendar, še živi ta projekt. Sedaj ne vem, če se prav spomnim, mislim, da je vaš domači kraj imenovan tudi središče sveta. Je tako? Mengeš? Ja, v Mengšu je tovarna Melodija, tovarna glasbil bila, zdaj seveda menda je v privatnih rokah, gre v drugo smer, pa tudi takrat je bil moj brat v mojih študentskih letih, pa še prej, ustanovitelj različnih glasbenih skupin. To je bila ena Marela imenovan, zelo, zelo uspešen ansambel. Znan ansambel, ja. In oni so potem uveljavili to, da je v Mengšu ta Marela postala nek simbol evropskega ali pa slovenskega rojevanja glasbenikov, od godbe do teh ansamblov, ki so igrali pri slovenskem alpskem kvintetu ali pa pri drugih podružničnih kvintetih, tako da v Mengšu se je rojevalo
veliko tega, no, pa so pa enkrat imeli eno slovesnost, postavili nek mejnik in obeležili to ime Mengeš, središče evropske glasbe. Ja. Poleg brata, ki ga omenjate, Franca Frenka, tudi ne, kot ga vi imenujete, našega znamenitega slovenskega trobentača, ne, je vas v družini več otrok, ne? 7 otrok. Ja, pravzaprav 8. 8. Drugi rojeni je umrl v bolnici, ko je bil operiran na bruhu. To se pravi, imel je neko kilo in takrat so ga v bolnici prehladili in ko so šli starši iskat, ker je bil že vabilo, da pridejo iskat otroka, Franci mu je bilo tudi ime, je pa po noči dobil visoko vročino in je umrl. Sta mrtvega prišla iskat v bolnico. No, to je bil drugi otrok, če štejemo vseh, nas je bilo 8. In jaz sem 4, od teh smo živi. Torej 5, če štejemo še tega dojenčka. In kako je živela vaša družina? Česa se najbolj spominjate? Zakaj ste najbolj hvaležni vašima staršema? Najbolj sem hvaležen, da sem imel očeta, ki je bil zares duhovniški oče. Torej izobražen, duhovno profiliran, je imel visoko stopnjo zanimanja in vzgajanja za duhovno življenje. Mama je bila sicer iz rudarske družine, tega ni imela toliko, ampak ob mojem očetu je tudi ona zrasla in čez prva leta, ko smo bili mi otroci, tja do pubertete morda, ni redno hodila v cerkev, saj kako ne pa hodi ob taki veliki družini, pa še v tovarno je hodila, ne. Tako da mama se je potem počasi od očeta pridobila tudi to visoko stopnjo duhovne skrbi, molitve in sodelovanja z župnijo. Drugače pa bi rekel, najbolj sem hvaležen, da smo bili zelo revni. In ta revščina, ker je bil oče invalid, je imel sklerozo multiplex, ni dobil nobenih finančnih pomoči, vse je preživljala samo mama z edino delavsko plačo. In mi smo seveda živeli v tem okolju, kjer smo se morali znajti. Otroci smo že odpirali projekte, ki so bili za takrat nenavadni. Naprimer, če samo enega omenim, ne da smo hodili v gozd, sekati les, pripravljati drva, prodajati, da smo preživeli. Ampak tudi na polju, na njivi smo zemljo odkrili, skopali jamo in smo pesek sejali, otroci, imeli smo konička pa voz in smo ta pesek za zidavo prodajali tistim, ki so gradili hiše. In smo se s tem sami preživljali. Torej, od vsega otroškega časa pomnim prav to, da sem hvaležen, zato ker smo bili prepuščeni svoji iznajdljivosti in smo morali najti načine, kako preživeti. Ni oče skrbel za nas, mama, kar pa je manjkalo, smo morali pa sami. Zato postane potem človek počasi tudi čudak, ker ima čist drugačno gledanje na življenje. Ker je aktiviral v sebi vse tiste notranje silnice in darove in sposobnosti, pa tudi pridobil tisto, kar morda ni imel, samo zato, da je preživel. V bistvu je to bila velika vrednota in danes zagovarjam to stališče, če je vsega preveč, potem se človek ne more razviti, ne more svojih talentov in darov podariti drugim. Zato, ker je vsega poln in se sploh ni mu na misel napride, kako bi za druge skrbel. Pravzaprav ste precej kratko otroštvo imeli in preživeli v domači družini, ne? Kajti že zelo mladi ste odšli po osnovni šoli oziroma nižji gimnaziji v Mengšu, potem v Malo Semenišče, ne? Oziroma v Vipavo, v srednjeversko, oziroma to klasično gimnazijo. Klasično gimnazijo, takrat, ne? Ja. Ampak nekako ste skrivoma odhajali od doma z vašim župnikom v Vipavo, ali kako je bilo to? Ja, moja drža je bila vedno taka, da sem skrbel za svoje osebno dostojanstvo, da se nisem prehitro izpostavljal,
Ampak če sem imel neko skrivnost, neko namero, nek namen, cilj, sem ga seveda bolj počasi razodeval. In se spomnim v živo, ko sem šel k domačemu župniku povedati, zakaj sem se odločil, je mama prišla v župnišče istočasno, ne da bi vedela, naročiti za opravljanje maš za našo družino. In je vprašala, kaj pa ti tukaj? No in tam se je potem prva informacija plasirala v družinsko vedenje okolje. Ja. Tako da je bilo to malo, ja, po svojem, tudi sicer v samem kraju. Jaz sem bil predvsej povezan z družbenim življenjem, bodisi igral sem pri mladinski godbi rok, potem sem igral v klubu nogomet in takrat sem pravzaprav moral narediti ta eksodus iz tega okolja, kar ni bilo sicer lahko, v čist novo okolje, predvsem pa tvegati tudi to, da dobiš, takrat je bil seveda še socializem, še Jugoslavija stara, ne? No in je bilo vzdušje v javnosti za take korake manj naklonjeno. Ampak to je bilo treba prebiti in iz tega socialnega okolja zaživeti čisto novo življenje. Ne? In potem, ko sem se vračal domov, sem vedno čutil vedno večjo oddaljenost od te bazične skupnosti. Ne? In potem se tudi krepi ta lastna podoba in samozavest, da potem najdeš svojo pot. Vam je bilo vsaj malo lažje oditi od doma, ker ste pred seboj imeli 2 leti starejšega brata Janeza, ki je tudi šel za duhovnika? Vsekakor. On je veliko pripovedoval, kako je v šoli, kakšno je življenje v internatu in to mi je bilo blizu. Saj sam, če bi recimo brez te izkušnje izbiral, bi morda izbral rajš profesionalnega nogometaša. Takrat sem bil neumen na nogometa. Ne? Tam ste bili izjemno aktiven nogometaš. Je imel Bog drugačne načrte. Ne? Tudi težko je reči pri teh poklicih, kdaj si se odločil, kako si se odločil. To je skrivnost. Ko nazaj gledaš in analiziraš svoje življenjske odločitve, vidiš, kako si bil voden, kako si premostil določene, bi rekel, ovire, in če bi jih dal na začetku tako vse na mizo, ne vem, če bi si upal narediti tak korak. Ko pa potem to sukcesivno, postopno prihaja in ko prideš pa v neko izkušnjo te lepote, sreče in zadovoljstva, potem si pa rešen. Kaj vam je dala ta gimnazija v Vipavi, kajti to je bila znana slovenska gimnazija, edina menda, ne, tovrstna? Predvsem red. Sposobnost pravilno uporabljati svoj čas. Mislim, da je danes to kar velika težava mnogih ljudi. Vsi imamo 24 ur, kako jih pa razporedimo, po kakšni triaži, po kakšnem vrednostnem sistemu, to se moraš pa naučiti. Drugače si vedno v zaostanku. In težko je obvladati širok diapazon obveznosti, če tega ne pridobiš v mladosti. Potem, ko ste prišli v ljubljansko bogoslovje, na teološki fakulteti so vas poučevali in vam predavali znameniti slovenski možje, profesorji, duhovniki, ne? Od profesorja Trstenjaka, Strleta, Janžekoviča, pa Aleksiča in tako naprej. Ja, vsak od njih je pravzaprav bil neke vrste prerok. Vsak od njih. In tudi končno pričevalec. Morda je gospod Trstenjak dopadel tudi zaradi tega, ker je že takrat predaval tudi na filozofski fakulteti. Nam je bilo to v veselje in ponos. Tam so ga z velikim občudovanjem poslušali. Mi smo bili pa kot rednega profesorja, čeprav morda ni bil toliko človek reda,
je velikokrat zamudil ali pa je pač drugače ravnal, kot smo pričakovali. Nasprotje njegove je bil pa Janžekovič. Ta je pa stopil na prag predavalnice na sekundo točno ob običajni uri. Torej, Janžekovič nam je po svoje dal eno veliko sporočilo, Trstenjak po svoje, pa vsi drugi profesori tudi. Zanimivo. Ko ste bili v bogoslovju, neko znamenje, da zapuščate na nek način ta svet in da vstopate v posvečeni stan, je bilo tudi takrat še tonzura menda, ne? V vašem času ali ne več? Ja, takrat je bila tonzura bolj simbolična. Aha. Torej, jaz sem študiral v času nadškofa Jožeta Pogačnika in ko je bila 8. marca v bogoslovju tako imenovana tonzura ali sprejem med bogoslovce in v duhovniško družbo, je seveda on šop las zagrabil, ker je imel pa že malo tresočo roko, tudi včasih škarjami, več ali manj odstrigel. Tako da je potem kakšen frizer rekel, kdo se je pa z vami tle na laseh igral? Kako pa da imate tukaj eno tako čudno podobo v laseh? No, tako da smo se večkrat smejali tem anekdotam, ja. Sicer pa bili ste zelo aktiven bogoslovec, ne le pri študiju, ampak tudi odličen pevec in član ansambla Klicarji, nekje v podstrešju ste vadili z vašimi kolegi bogoslovci. Ja, v bogoslovju smo imeli en ansambl, ki je bil starejši od nas, oni so se imenovali Klicarji. Zdaj, ko so oni odšli z bogoslovja v duhovniško službo na svoje župnije, smo pa mi tudi oblikovali kvintet glasbenikov. Seveda neformalno so mislili, da smo tudi mi klicarji, nikoli si pa nismo dali kakšnega posebnega poudarka, kako se imenujemo. Je bilo pa zelo lepo in tudi navdušujoče za vse nas, ker smo imeli razumevanje pri takratnem rektorju bogoslovja, gospodu Janezu Oražmu, ki nam je dovolil nastop po župnijah. A veste, takrat, ko je bilo bogoslovje še tako nekako, bi rekli, getovsko, dokaj zaprto, in ravno ta rektor Janez Oražem večkrat rekel, dokler ne boste akumulirali v sebi neke duhovnosti, nikarte se razdajati, če še nimate tiste, kar bi morali šele imeti. Ampak je vseeno dovolil nedeljo zjutraj izhod, da smo šli na župnijo in smo na župnijah potem pri mašah sodelovali. Marsikdo si v tistem času za vas ni mislil, da bi hoteli stopiti na pot duhovništva. Kaj je bilo tisto, kar je odločilo v vas, da ste stopili na to pot? Vem, da ste imeli nekaj podobnega kot apostol Pavel, ki je padel s konja, ampak vi niste padli s konja. Ste pa tudi padli, ne? Ja, to je bila morda ena preventivna vsebina ali pa en dogodek, ko sem sredi te aktivne, družbene, rekel, močne povezanosti na več ravneh, sem padel na ledu in sem bil v nezavesti. Takrat ste bili še ministrant, na poti k maši, nekje sem zasledil. Ja, zjutraj, ko sem tekel, bilo je februarja, dež je rosil, bila je cesta še ledena, takrat ni bilo še asfaltnih cest, slabo čiščene, in sem čez neko lužo skočil na drugo stran, se po petah zapeljal in omahnil nazaj in obležal. Pa sta me dva zakonca našla na cesti, naložila na sani in peljala domov. Peljala sem me v bolnico in sem v bolnici 14 dni nepremično ležal, potem pa seveda počasi okreval. Takrat sem moral nehati glasbeno udejstvovanje, nisem smel več pihati v rok, nisem smel več telovaditi, urodne telovadbe sem moral, zjutraj sem vstajal 5 minut. Čisto počasi sem se usedel na posteljo, čakal 5 minut še
potem pa počasi vstal, da se je tukaj gor vse stabiliziralo. No, in kar nekaj časa sem imel te posledice in seveda so me odrezale od prejšnjega ritma. In določene stvari sem moral popolnoma opustiti. In hvala Bogu. Čeprav zadnja odločitev je bila pred diakonatom, ko moraš prošnjo napraviti, da te ordinarij posveti v diakona. To je pa lastnoročna prošnja in to je odločilni korak na poti v duhovništvo. Ja, in tudi tam ste imeli težave, ne? Vaš spiritual vam je nekaj mesecev pred posvečenjem dejal takrat znameniti gospod Vesenjak, ne? Ja. Da niste primerni za duhovništvo. Ja, saj morda je imel prav. No, to je seveda bilo zelo interno, ne. Spiritualni smo nikoli dati jasnih impulzov tistim, ki so odločali, posebej škofu, ne. To je notranje področje, duhovno področje. Me je že po svoje ocenil, imel pravico, ne, ampak mene to ni zmotilo, ampak mi je celo pomagalo. Čeprav sem imel pa predhodno že eno izkušnjo, ko sem bil tik pred 5. letnikom bogoslovja, 4 mesece v Ameriki. Tam sem bil sam, skupaj s svojimi prijatelji, nas je bilo vseh skupaj 13, ampak vsak je živel na svoji lokaciji in se je moral preživeti s trdim delom. Prodajal sem knjige in bil sam, zelo neuspešen sprva. Večina je obupala in so šli v druge dejavnosti, niso prodajali knjig, bodisi na žago plohe skladati, bodisi v neko restauracijo kozarce pomivati in tako naprej. Eden ali dva sta celo domov zbežala. Jaz sem pa vztrajal do konca. In sem si takrat dokazal, da imam eno trdoživost, eno vztrajnost, ki je značilna tudi za slovenski narod. Recimo, naši nogometaši so na tem evropskem prvenstvu prav to lastnost Slovencev pokazali. Vztrajnost, zdržljivost in, bi rekel, tista nadpovprečna trdnost volje, ne. To sem preizkusil pri sebi. In na podlagi te izkušnje mi je bilo lažje napisati prošnjo, ker sem vedel, da tudi če bodo na meni drva sekali, jaz bom zdržal. No in v toku teh 50 let moram reči, da sem spoznal to, kar apostol Pavel pravi, kadar sem slaboten, takrat sem močan. In da se moč v slabosti krepi. Bolj, ko si ogrožen, napaden, zaničevan, odklonjen, ne, bolj se v tebi prebuja tisto jedro, tisto bistvo, ki ga imaš in potem preverjaš, kdo si. In hvala Bogu, ker moram reči, ne da se bi hvalil, spoznal sem, kaj je moje osebno življenje. In prav na tem področju sem mogel kljubovati vsem najrazličnejšim pritiskom. Vsem. In to izkušnjo imam, jo bom imel do konca, dokler ne bom postal dementen. Ja. Izgleda, da ste že kot mladenič veliko razmišljali tudi o nebesih, kaj nas čaka po tem življenju, ne? Kajti v vas je bila neka močna želja, da morate priti v nebesa. In tudi to bi naj bilo tisto, kar je botrovalo k vaši odločitvi za duhovništvo. Ja, no, bil je ena taka misel, a mi jo je domači župnik prebudil, ali sem kje drugje dobil, ne vem, ampak ko sem razmišljal, v kateri poklic bi šel, sem si mislil, da si v duhovniškem poklicu že rezerviran, ima že rezervacijo. Čeprav zdaj v teku življenja, duhovniškega življenja, vidim, da to ni tako. Ja, morda celo težje prideš v nebesa kot duhovnik, kot pa. Ampak tako misel sem imel in hvala Bogu, da je bila takrat, ko je bilo potrebno, tudi ta zmota, bi rekel, navzoča. O nebesih
v tem smislu, kot jih danes razumem, takrat še sanjal nisem. Ampak se mi zdi, da so nebesa tukaj in sedaj. To so nebesa pod pogojem, da vse daš za druge, da živiš za druge in da si antropološko usmerjen, da ti je Božja navzočnost skrb in navzočnost človeka. Ker dejansko jaz poudarjam v zadnjem času to močno izkušnjo, da smo ustvarjeni po Božji podobi. To pomeni, da je naše telo Bog Oče, da je Jezus naše srce, da so pljuča Sveti Duh. Torej, Boga ni treba iskati ne vem kje zunaj, čeprav pravimo, da je celotno stvarstvo njegova podoba, ampak najbolj močno doživljamo, ko razvijamo to telesno življenje, srčno življenje in duhovno življenje. Tukaj je Bog potem navzoč. Kaj bi postali, če ne bi bili stopili na pot duhovništva? Zanimali ste se za elektrotehniko, menda tudi neko ključavničarstvo ali kaj podobnega? Ja, to bi bila tako imenovana srednja šola za elektrotehniko. In moj brat, ta trobentač, mi je že nek dogovor, brez moje vednosti, z nekim prijateljem dogovoril, da bi šel k njemu tudi na prakso. Se pravi, takrat je bila pol leta šola, potem pa praksa. In to je bila lepa bratska skrb, ne? Ja, bila. Samo nikoli nisem niti malo ne pokukal v te delavnice ali pa v to šolo. Se mi je to čisto odmaknilo. Ja. Prej bi bil nogometaš. Takrat sem bil pa kuhan in pečen. Jaz, če sem videl žogo, to je bilo zame nebeško. Ja. Pa še danes ste navdušeni nad nogometom? Recimo včeraj sem... Kako gledate na vse to, kar se pravzaprav dogaja vzporedno s temi nogometnimi tekmami in navijači? Sedaj, če gledamo ali pa pomislimo na Jezusove besede, po njih sadovih jih boste spoznali, ne? Kako Bog gleda danes na te nogometne tekme, na nogometna prvenstva, na vse te navijače? Ja, mislim, da se Bog smeji, da ima vedno dovolj materijala za to, da je dobre volje. Zakaj? Ker vidi to zasvojenost in zamejenost. Ali je tudi žalosten? Kako bi rekel, te psihologije mase. Malo je danes ljudi, ki bi imeli svojo misel, svoj pogled in bi ga upali povedati in živeti. Veliko ljudi dela vse po neki inerciji, po nekem splošnem trendu in po modernosti. To, kar se dogaja na tekmah, na igrišču, je škoda, žal, vsaj za mene, ker imam drugačen pogled. V našem času ni bilo nič zvezi s tem, je bilo to vse entuziazem. Danes so igralci veliki milijonari, razen naših. Potem pa, kar je pa na tribunah, je pa žalostno, ker je ta euforija vinjenosti, drogiranosti, nepremišljenosti, norenja in potem zažiganja nekih stvari, pa tako naprej, od česar potem človek samo postane še bolj resigniran, še bolj zgubljen. Tako da tukaj, pa koliko ljudi se zbere tam na igriščih, pa rečemo včasih, če bi ta čas posvetili tabernaklju, bi bila podoba sveta drugačna. Tako da v bistvu je to, kar se dogaja na igriščih, tudi neke vrste simbol dogajanja v globalnem smislu na tem svetu. To je odraz tega dogajanja. Tako da, ja, po en stran se zanimam, včeraj sem gledal tekmo s Portugalsko do prvega polčasa, sem rekel, ali so res naši igralci karakter slovenskega značaja. No, in sem dobil potrditev, ne prve 3 tekme, tudi ta 4. je pokazala slovenska vztrajnost, zdržljivost in bi rekel tudi discipliniranost. Seveda pa mora biti pravi voditelj. Tako da to so pokazali
Manjko našega naroda je pa ta pripadnost narodu, narodna zavest, lepota jezika, lepota oblačenja, lepota vseh teh družbenih vrednot. In mislim, da tukaj imamo pa še veliko dela, posebej pa na področju sociale, da ne bi bili tako odvisni od denarja, ampak da bi znali pravilno deliti, kot je rekel apostol Pavel, to bom mislim, da ravno, da smo v nedeljo brali, da naj tisti, ki ima, to tiste podpira, ki nimajo, da bo ravnotežje. Tam gre za krščanske skupnosti, ker pravi, samo s tem posnemate Jezusa, ki je bil bogat, Bog, pa je postal ubogi človek, zato da bi vse pridobil. In mi ne moramo Jezusu slediti v teh visokih božjih darovih, ampak lahko čisto naših zemeljskih, materialnih lahko sledimo Jezusovemu zgledu. Da bi bili vsi čim bolj, oskrbljeni. Kako ste intimno doživljali posvetitev najprej v diakona, potem v duhovnika druge stopnje? Kakšen duhovnik ste želeli biti in postati? Moja temeljna usmeritev je bila pridobljena ob 30 letih življenja z mojim očetom. Imel je sklerozo multiplex, začelo se je, ko sem hodil v 1. razred osnovne šole, ves čas sem ga spremljal, najprej s kolesom ali s prehodom sem mu dal oporo, ravnotežje, pozneje na vozičku in ta njegova, predanost, nikoli ni bilo nobene kritike, pritoževanja, zakaj sem takšen. Vedno je to sprejemal z dobrohotnostjo, Bog že ve, zakaj je tako. No in kaj je bil rezultat tega, ko sem bil posvečen, je rekel, seveda se je prebudila malo vest za nazaj, ko je razmišljal tudi o sebi, a sem morda postal invalid zato, ker sem zgrešil duhovništvo, je rekel, če bi šel jaz za duhovnika, bi imela cerkev zdajle bolnega ali invalidnega duhovnika, ko ima pa 2 mlada. Tako si je oče sam to nekako pojasnjeval, tolažil. Mislim, da to je bila prav ganljiva izpoved. Je tudi zato bila ta vaša precej nenavadna odločitev, bili ste drugačni od drugih, denimo vaših kolegov, sovrstnikov, ko ste na slovesnost nove maše povabili invalide, s katerimi ste bili v bratstvu. No to je gotovo bilo zame najbolj, bi rekel, zavezujoče, ko je Jezus rekel, kadar pripravljate kakšno gostijo. Ne vabite uglednih, bogatih ljudi, ki vam upajo in zmorejo kaj povrniti. Povabite tiste kruljeve, slepe, hrome, nemočne. Vi ste se tega držali lepo. To je mene vedno fasciniralo in še danes. Recimo zlate maše ne bom praznoval, tako kot jo običajno vsi moji kolegi ali pa kdor pač se za to odloči, zato ker mi bo bolj všeč, če bodo v kakšni maši prišli taki ljudje, ki jih povabimo ali pa sami od sebe pridejo, pa jih družba morda gleda malo drugače. Torej, ta usmeritev mi je bila vedno blizu, zato sem tudi sodeloval v bratstvu bolnikov in invalidov. Vedno sem imel duhovne vaje zanje, pa veliko sem posvetil časa in pozornosti njim in tudi danes mi je to najdražje. Seveda moji kolegi so imeli tudi po 100, 200 ali pa še 300 vabljenih. Nova maša je trajala kot kakšna poroka tudi celo 2-3 dni. In tam se je veliko jedlo, pilo, zabavalo, družilo. Vse to je vse lepo. Mene pa to vedno odvračalo. In tudi danes ne maram to. V tem sem čudak. To mi je čisto res muka, prav težko. In zato me marsikdo ne razume. Ker večina se pusti, da ga občestvo ali pa okolje vodi.
ker hoče biti na razpolago, hoče biti skromen pa odprt, a ne. To je vse lepo in prav, samo iz tega pravzaprav ni nobenega posebnega sporočila. Meni je pa vedno za to, kakšno sporočilo bom z nekim dejanjem prinesel, dopustil, ne. Ja, s čem bom koristil, tako no. Ja, to je težko vse pojasniti, to moraš imeti v sebi, ne. To me danes marsikdo ne razume. No, zanimivo je nekdo zapisal o vas. Zdi se, da je zanj edina avtoriteta le Božja avtoriteta Jezusa Kristusa. Človeške avtoritete, tudi škofova ali nadškofova, nekako ne šteje. Pa če tudi si zaradi svojega prepričanja in ravnanja zapira vsa vrata za napredovanje v hierarhiji cerkve. No, da ne bom za koga žalil, to mene ni nikoli zanimalo. In moram reči, da spoštujem vse predstojnike, ki imajo v sebi očetovski pa materinski čut. In imel sem take predstojnike, na primer gospod nadškof Jožef Pogačnik. Ko sem bil zatožen od prvega župnika, kjer sem bil na župniji, da počenjam stvari, ki jih župnik ne odobrava, jaz pa nisem mogel mimo tega, kar sem imel v sebi. Sem mlade zbiral, z mladimi oblikoval maše, z mladimi hodil na žure, na izlete. Sem bil z mladimi veliko povezan in ko sem bil tožen, me je on osebno povabil na pogovor in jaz sem mu vse pojasnil. In on je pozorno poslušal, ni rekel žal besede, torej je bil kot oče. No, to mi je bilo zelo blizu. Vaša specialnost je skrb za starejše, ne? Že v Logatcu ste ustanovili in pravzaprav dali zgraditi dom Marije in Marte. Tam ste delovali 20 let v Dolnjem Logatcu, v župniji, sedaj že v Trnovem, v Ljubljani 20 let. In tukaj ste tudi gradili novi dom svetega Janeza Krstnika, po katerem se imenuje tudi vaša župnija v Trnovem, ne? Ja, pred domom v Logatcu sem ustanovil prvi katoliški vrtec leta 1991. Ko še ni bilo samostojne Slovenije, sem že pripravljal dokumente in vse potrebno in potem je takrat prva vlada je bila tako imenovano desna vlada, ne, je dejansko tudi pomagala, moram reči, takrat je bil direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ministrant gospoda Leniča, no, ta je dal veliko podporo, potem pa tudi minister za zdravje, takrat so bili vrtci še pod ministrstvo za zdravje, to je bil pa gospod, ki je iz Ribnice, minister, ki je dal ročno, sam pisno, ni bilo še aktov ali pa strukture za podeljevanje koncesij, pa je sam svoje ime zastavil za to, da podpre tako ustanovo. No, potem pa ta dom, ja, ampak splet okoliščin je botroval temu, kajti ne samo ta moja osnovna usmeritev, ampak bil sem tudi direktor Škofijske Karitas Ljubljana. 11 let menda, ne? In veliko ljudi se je name obračalo, če jim poznam kakšno sestro, redovnico, da bi prišla očeta ali mamo na dom negovati. Vedno mi je bilo težko, ko sem rekel, lejte, poklicev nimajo, še komaj svoje potrebe, svoje starše oskrbijo. Pa mi je prišlo na misel, kaj pa, če bi jaz kakšno hišo postavil, pa da bi ljudje prišli v to hišo, pa bi morda to bila neka mala rešitev ali obliž v tem. Ker sem vedno trpel, če sem moral komu reči, ne morem pomagati. To so res zelo smeli načrti za župnika. Empatijo imam zelo razvito. Kako? Za župnika so to zelo smeli načrti, ne? Ja. No, to je bilo nekaj, takrat nezamisljivega, zato ker ni bilo nobenih standardov, normativov, nobenih izgledov. Nisem vedel, kam iti pogledati, kako bi ta katoliška ustanova lahko izgledala praktično, ampak
če je volja, če je notranji namen, pa se počasi tudi vse te stvari rešujejo. Ne? In tako smo iz 13 postelj prišli na 70 in danes je ta dom v Logatcu, ki ga oskrbuje moj brat Janez, zelo ugledan in tudi sem vesel, da je ta kontinuiteta lepo speljana. Bolj me samo zanima, ali so odgovorni v cerkvi dovolj seznanjeni s temi osnovnimi potrebami za tako pomembno ustanovo v cerkvi in če se načrtuje tudi že vnaprej profile ljudi, ki bi v župniji bili veseli takih dejavnosti, ne da bi se bali prevzeti še kakšno nalogo več. No. Koliko varovancev pa imate v ljubljanskem domu? 66, ja. Tudi. Vedno sem imel pa to željo, da to ne bi bil tipski dom. Po državnih normativih je za ekonomsko preživetje nujno potrebno 120 postelj. Pravijo državni normativi, da drugače dom ne more preživeti. Mi pa s polovičnim številom, ves čas že 15 let pa tam, 20 let funkcioniramo. Tako da mislim, da to se da z varčnim pristopom, pa skrbnostjo, odgovornostjo, pa s tem, da si zadaj tako močno v podporo, da tudi vsa svoja sredstva namenjaš temu, če je to potrebno. Kakšne pastoralne izkušnje ste si pridobili iz teh domov za ostarele? Ja, ko sem začel z vrtcem, je en dober duhovnik rekel, to ne, a ima zdaj kaj več krstov. Vse ne gre za to, da bomo mi lobirali s temi dejavnostmi za sodelovanje ljudi v cerkvi. Mislim, da je treba to postaviti čisto na drugo raven. To je posnemanje Jezusa Kristusa, njegovega dela. On ni spraševal, a boš ti zdaj hodil za menoj. Celo nekaterim rekel, ne dovolim ti, da hodiš za menoj. Ne dovolim ti, da hodiš v cerkev. Pojdi pa drugim povej, kaj se ti je zgodilo. Tako da v bistvu ta pastoralni, misijonski vidik smo precej zanemarili, ker mislimo, da gre samo za ozko tirni sistem. Treba je vse odpreti, pa Bogu prepustiti, da kliče in da vabi. Mi ne moremo nič pri tem. Če pa že, recimo, kdo reče, morala je biti v teh ljudeh ena smelost, ena energija, da je to nastalo, to je pa tudi eno sporočilo, ker lahko razume tudi kdor nima vere, kdor ni vzgojen v tem. Kako pa doživljate današnji odnos družbe do starejših na splošno? Ja, žal je, da je vprašanje, koga imenujemo kot družbo. Če razumemo to skupnost kot narod, slovenska družba, potem na to področje lahko rečemo, da je, bi rekel, deljena naklonjenost. Že ta zadnji referendum je pokazal, da ne razumemo življenja. Kajti življenje je nedotakljivo, nihče si ne sme drzniti, bodi si nerojenega odsloviti, ker ima Bog z njim neke načrte, ti pa to prepoveš, ti uničiš ta božji načrt. To je poseg v božjo avtonomijo. In tle polovica Slovencev ali pa, dobro, 22% tega ne razume. Pri starosti pa enako. Jaz sem na dan referenduma v cerkvi rekel tole. Ne navijam za eno ali drugo odločitev, vendar pa moram povedati, da je trpljenje v krščanski veri vir milosti. To je odrešenski akt. Jezus je izbral to pot, zato da reši vse ljudi. In zdaj ti se odločiš, da nekomu prepoveš ali pa mu prekineš delež, ki ga lahko prispeva v banko trpljenja za dobro človeštva. To pomeni, če to preprečimo, siromašimo duhovno podobo sveta.
To je huda kršitev vseh človeških vrednot, teh temeljnih človeških vrednot, na katerih pravzaprav stoji bistvo življenja. Vsi trije zadnji referendumi so pravzaprav precej nazorno pokazali stanje duha v našem slovenskem narodu. Kaj menite, na kakšen način je mogoče spreminjati miselnost ljudi, miselnost v našem slovenskem narodu? Na dan državnosti sem imel pridigo, v kateri sem govoril, kakšna je duhovna podoba slovenskega naroda. No in tam sem čisto na zaključku dejal to, kar je zapisal gospod Alojzij Rebula. Slovenec, postani to, kar si. In sem potem odgovoril na koncu, vsak od nas naj postane to, kar je, ne to, kar mu drugi sugerirajo, to, kar notranje spoznavaš in čutiš in pogumno to živi, potem bomo spremenili duhovno podobo slovenskega naroda. Torej, človek postani to, kar si. Mislim pa, da je to trdo delo, samo redki si upajo v družbi izpostaviti, tako da bi uresničili samega sebe, ker je Bog dal vse talente vsem ljudem. In vse rešitve imamo, samo jih ne razvijemo. To je problem, ne? Jih mi po svoje razumemo in po svoje realiziramo, to je pa velika škoda, ne? Ljudje niso svobodni, ne? So vsi, večinoma, no, ne vsi, večinoma so pod vplivom in taktizirajo, se ne upajo izraziti tega, kar imajo, kar čutijo, in se potuhnejo in zatajijo v bistvu samega sebe. Če pa recimo imaš to svobodo in ta pogum in to tveganje, ne, če si to upaš, potem pa lahko nekaj prispevaš. Drugače pa samo epigonsko ponavljaš to, kar so v prejšnji večer na televiziji povedali, druga je pa to vsebina pogovorov. Ni pa nobenega resnega diskurza. Ne, ja. Silna je moč molitve ste izbrali za vaše novomašno geslo. Danes, ko ste malo čakali na parkirišču na bencinskem servisu, sem opazil, da ste v rokah držali rožni venec. Molite vsak dan rožni venec. Danes je god Ptujsko-Gorske Matere Božje, Šentvoršca, god naše nebeške zagovornice, advokate nostre, ne? Kaj vam pomeni Marija v vašem življenju? Kakšne imate izkušnje z njo? Izkušenj nimam. Ja, lejte, Uslišanih prošenj, če molite rožni venec? Ja. Naj ne izgleda kot samohvala. Bila je Božja previdnost, da sem izbral za novomašno geslo misel male Terezike, deteta Jezusa, silna je moč molitve. In po 50 letih lahko potrdim, da sem to novomašno geslo ves čas močno gojil in zdaj, ko sem star, ne berem časopisov, ne poslušam radija, ne gledam televizije, čeprav sem sinoči pol tekme gledal, ampak to je samo mimogrede, zmolim pa dnevno 9 rožnih vencev. Če to kaj pove, ampak to že kar, nastajalo je to. Moja izkušnja je, da je zdaj čas za molitev. In če bom molil, in če da bo Slovenci molili, potem imamo lepo prihodnost. Če ne, je prihodnost zamegljena. Ja. Nedeljski kaplan ste bili v Žužemberku in Šmihelu leta 74 in 75, nato 4 leta kaplan na Jesenicah, 1 leto kaplan v Škofji Loki. Leta 1980 na Veliki Šmaren pa ste nastopili službo župnika v Dolnjem Logatcu, kjer ste bili do leta 2000, nato 3 leta župnik v Domžalah,
Leta 2003 vas je ljubljanski nadškof Rode imenoval za direktorja Nadškofijske Karitas, kar ste bili, kot sva že omenila, 11 let, in potem za župnika v Trnovem, po smrti tamkajšnjega župnika Janeza Pogačnika. Zdaj, če pogledam naslov te knjige, ki je vaše avtobiografsko delo, Kako sem postal čudak, bi vas vprašal, odkot ta naslov? Zakaj čudak? Nekaj ste nam že nakazali, sedaj iz pogovora smo že lahko razbrali, da ste vendarle malo posebni, ne? Ja. Posebnost ima večpomensko vsebino, ne? Kako sem postal čudak? Sem izbral za naslov te knjige zato, ker je tako nekoč rekel o meni gospod, zdaj kardinal Franc Rode. Ko so naši mladinci potovali v Rim in so tudi njega obiskali, je mimogrede vprašal, kako pa kaj tone, pa so pripovedovali to, kar so pač takrat mogli, ne? No in ja, je rekel, Tone je pošten človek, sam mal čudak. In to so mi potem povedali, in ko je knjiga išla, dal sem ta naslov zato, ker je bil čas covida, ki je bil zame katastrofa. V čem? V tem, da so večinoma ljudje podlegli projektu, propagandi, ki je bila umetno inicirana, in je večina, ki sledi medijem, v sekundi sprejela vse te, rekel, pripravljene projekcije. Menite torej, da je tudi cerkev nasedla? Veliki četrtek, ne dan prej, ampak ravno na ta dan, ko je najbolj svet za nas, zadnja večerja. To je in dejansko je bil ta čas covida, čeprav se večina ne strinja z mano, pa me to nič ne moti, to je bil katastrofalen čas. No in sem bil napaden. Kdo vas je napadal? Tudi strani župljanov. In sem rekel, vi ne morete čutiti tega, kar čutim jaz. Vi nimate tako vest, kot jo imam jaz. Jaz moram to poslušati. Če vam ni všeč, povejte, jutri spakiram, kar imam v avto, naložim, pa se odpeljem. Ni problem, sem radikalen, sem res, če se odločim, nezadržen. No in so popustili. In sem rekel, moram tem ljudem pojasniti, zakaj imam tako stališče. In sem segel v otroštvo in v celoten kurikulum svojega življenja, da sem pojasnil, zakaj imam tako stališče. In nisem odvisen od jaz nisem vedel, da je prepovedano zbiranje v cerkvi. Jaz sem normalno to. In potem mi je škof noter napisal, da sem ljudi prisilil, da so prišli k maši. To me pa tako žalilo in nikoli ne bom pozabil. Kar ni bila resnica. Nikoli. Jaz nisem nikoli še nikogar prisilil, da pride k maši. Normalno življenje in program, ki ga imamo... Ali menite, da je tudi uradna cerkev nasedla temu umetno sproženemu projektu strani neke globoke države, najverjetneje, kot razumemo to? Tukaj se je pozabilo, da je versko življenje nekaj drugega kot pa civilno življenje. In da ne more cesar odločati, kako naj papež ravna. Cezarjev papizem je bil vedno zelo škodljiv. In v tem primeru se je uvedlo prakso Cezarjeva papizma. Dobro, to je moje mnenje. No in kratko malo nisem mogel tega sprejeti. In ko sem dobil opozorilo in grožnjo, sem nekaj časa res kolebal, ali odidem, ali ostanem. To je bil čas mene velike preizkušnje za vse nas, ne? Ja.
Poteptana je bila naša vest. Ja. Le najmočnejši, bi rekel, so vzdržali na površju, da niso nasedli ali pa popustili v tem. No, nekatere so pa tudi prisilili, da so morali sprejeti toliko nepreverjeno cepivo. Ne? Ja, zdaj bi skoraj nakazalo o tem razpravljati, ker je vsem večinoma znano, kaj je bilo ozadje tega in kaj še bo. To so neprestano neki projekti, ki človeštvo omejujejo in stiskajo, da ne mislijo svojo glavo, ampak z glavo nekoga drugega. To je zdaj že preteklost, mislim, da je to že vsem prepoznavno, ampak bolje je to, da ne moreš živeti po svojem prepričanju in po svojih spoznanjih. To je vedno se v zgodovini izkazalo, ker se je to zatiralo, je bila škoda. Ker pluralnost, različnost, edinost v različnosti, in različnost je treba spodbujati, se je veseliti, ker ta bogati življenje. Tako da tukaj to pustiva naj še vsak po svoje. Ampak vendarle na vas vprašam, ali je dovoljeno komorkoli poseči preko človekove vesti? V kateremkoli primeru? Ja, zdaj, če bi vprašali nekoga, ki se bi držal teh morda knjižnih navodil, bi rekel, ja, mora biti vest pravilno vzgojena. Ampak najgloblji kotiček človekove vesti je pa tako stabilen, tako blizu resnici, če se do tja dokoplješ, to je tvoje bistvo, tvoja osebnost. Tvoje osebnosti pa ne sme nihče ovirati, spreminjati tistega bistva tvojega, drugače te je dal v plinsko celico in te je zažgal. Gospod Tone Kompare, tako hitro se je iztekel čas tega najnega pogovora. Toliko vprašanj, če imam za vas, pa vendar bo ostalo to za kdaj drugič. Rad bi vendarle našim gledalcem pokazal vaša dela, vaše knjige, ki ste jih izdali, recimo najprej Bogoslužno leto A, B in C, potem črtice iz župnije, iz življenja kraja in obeh župnij kot župnik v Dolnjem Logatcu, potem pa dve knjigi, najprej Dom Marije in Marte in Dom svetega Jožefa Logatec in Dom Janeza Krstnika, sedaj v Trnovem, ne? Pa tole vaše zadnje delo, verjetno, ne? Kako sem postal čudak. V Domžalah sem pa izdal Bogoslužne znamenja, pa tukaj nimam več nobenega izvoda, žal sem vse razdelil, ja, tako da. Ja, veliko prenovitvenih del ste se lotili tudi v teh vaših letih, 50 letih služenja v duhovniškem poklicu. Cerkev v Trnovem je dobila novo streho, podstrešje župnišča, kot ste že omenili, ste spremenili v mansardo, kjer ste sprejeli stanovalce, obnavljali ste misijonski križ v Trnovem, zgradili znameniti paviljon Agape, že pred kakšnimi 5 leti, kjer se sedaj po mašah zbirate župljani, da še naprej nekako gradite občestvo pri skupnih agapah, ne? Ja, jaz mislim, da je vse to našteto pravzaprav balast, je sicer izraz konkretnega življenja in po eni strani tudi nekega poguma, morda tudi izraz neke doslednosti, morda tudi reda, če vzamemo samo tole knjigo o domu Janeza Krstnika. Jaz sem kljub temu, da sem redno hodil v hribe tedensko, da sem po cele dneve garal ob mešalcu, pa lopati in krampu, ob vsem pastoralnem delu sem zvesto, dosledno vsak večer zapisal nekaj stavkov o dogajanju čez dan. Tako da je nastala knjiga, kot neke vrste kronika nastajanja te ustanove, tega doma. In na koncu
ko smo 9. aprila 2009 odprli Dom Janeza Krstnika, sem navzočim udeležencem vsem podaril to knjigo. In sicer kot neke vrste zahvala, da sem dobil poleg velikih težav in ovir, ki so mi jih povzročali, tudi veliko podpore. Ampak to je pa izkušnja, da podporo dajejo predvsem skromni in bogati ljudje. In na te se lahko zaneseš. To je moja velika izkušnja. In nikoli vedno si bom upal karkoli začeti ali se z nečim spopasti, ker vem, da se v srcih določenih ljudi vedno prebujajo podobna čustva in stališča. In na te se lahko zaneseš. Verniki pravimo in razumemo, da je pravzaprav vse milost, ne, kar doživljamo, v čemer uspemo. Ali lahko sploh kaj lepega, velikega nastane brez Božje milosti? In s čim si jo pravzaprav človek zasluži? Ja, to je vprašanje, ki je zelo skrivnostno. Namreč nihče si ne more sam lastiti neke kvalitete ali pa nekega uspeha, ker je to zares, kot pravite, milost in jo ni mogoče matematično izračunati. Nadškof Alojzij Šuštar, ki me je imel zelo rad in me je pri teh rečeh zelo podpiral, je rekel, nobene zakonitosti ni pri prebujanju duhovnih poklicev. Tam, kjer je duhovnik kot oseba nezgleden, se prebujajo duhovni poklici. Tam, kjer je duhovnik goreč 100 na uro, jih pa ni, ne. In potem rečeš, kaj pa rodovi prej? Kaj pa tista banka duhovnega kapitala, ki ga zbira širši krog občestva ali pa širši krog ljudi, pa potem vidiš, nihče si ne more lastiti. Jaz sem v teh vprašanjih veliko razmišljal, kajti ko sem bil v Logatcu, župnik, se je kar precej deklet odločil za redovne poklice. Pa fantov tudi, pa za duhovniški tudi. Mislim, da 7 pa 8, enih in drugih, ne? V 20 letih. Ni bila nobena moja zasluga. Ste bili že... Jaz sem samo kot sproščen človek morda prebujal kakšno majčkeno spodbudo, ne? Ampak ste bili vse skozi tako molitveno aktivni, kot ste nam prej zaupali. Ja, jaz sem bil celo drzen, ne, recimo. Ko so bile kakšne težje, zahtevnejše stvari, sem noč prečul v molitvi. Nekateri mladi so se mi pridružili. Tako da to molitveno držo sem od nove maše ves čas gojil. In tudi danes sem jo še bolj stopnjeval in povečal. In bom morda še, če bom le zdrav, ne, in pri zdravi pameti. Tako da, ja, tukaj ni zakonitosti in mislim, da je milost je vse. Vse je milost. Če bi se tega zavedali, bi se vsak dan zahvaljevali. Res se vam iz srca zahvaljujem za to vaše čudaštvo, ne, kot smo ga sedaj spoznavali iz tega pogovora z vami, za to vašo neomajno, pokončno držo, da se ne date, ne, da je le eden nad vami, ki ste mu v resnici dolžni biti poslušni, ne. Čeprav imate svojega predstojnika, pa vendar tudi tu bi se dalo debatirati, ne, ali vse predstojnikove usmeritve in odločitve zmeraj držijo. Rad bi, morda če sva pri koncu, rekel tole, da za to oddajo nisem imel nobene želje. In gospod Franci me je svojo obzirnostjo pa nežnostjo prepričal, da je tudi tukaj mogoče najti kakšno pastoralno ali pa misijonsko misel. In sem potem to sprejel. Res, iskreno povem, čeprav morda navzven ne delujem tako, nobene potrebe nimam po samopotrditvi, ker sem v teku 50 let prišel do spoznanja, da to sem jaz. To ni moja mama, to ni moj oče, to ni moj brat, to ni moja sestra,
to ni moj župnik ali največji prijatelj, to sem jaz. Ampak smo vam zelo hvaležni za to odločitev, da ste prišli, kajti naš namen pravzaprav teh oddaj je seveda v prvi vrsti evangelizacija, po drugi strani pa, da ostane eno osebno pričevanje duhovnika, da bi znali verniki najprej, potem pa tudi slovenski narod nasplošno ceniti ta veliki dar duhovništva, ki je med nami. Ne? In jubilej, tako kot je sedaj vaš, 50 let opravljanja duhovniške službe, je razlog za to, da ste prišli v naš studio. Ste že praznovali sedaj Zlato mašo? Ste že imeli osrednjo slovesnost? Ali je še pred vami? Osrednje slovesnosti v klasičnem smislu ne bo in je ni bilo. Farani so mi na presenečenje nekaj kljub temu med nedeljskimi rednimi mašami pripravili, ker so poznali moje stališče, ki ga je gospod dr. Janez Janžikovič ob svoji zlati maši izrekel. Vsaka maša je zlata maša. To je bilo meni všeč. No, bom pa praznoval in na to tudi povabim kogarkoli, ki bi se želel tega dogodka udeležiti, 4. avgusta, dan pred mojim rojstnim dnem, kakor vsako leto, tudi letos, praznujem obletnico rojstva. Tokrat bo to združeno tudi z Zlato mašo in to pa bo na gori nad Sodražico pri Magdaleni Gornik. Tam je cerkev Marije Snežne in tam se bomo ob 10. to nedeljo, dan pred mojim rojstnim dnem, zbrali, kdor pač želi, in bomo tam dali Bogu hvalo in ga prosili za milost še naprej. Zelo veliko nam pove tudi to, da vas je Bog poslal na ta svet prav na praznik Marije Snežne, ne? Torej 5. avgusta leta 1949. V prejšnjem tisočletju, v prvi polovici prejšnjega stoletja. Najlepša hvala vam, ko se vidiva naslednjič, takrat pa še kaj o vaši župniji, znameniti župniji Trnovo, kjer je do sedaj delovalo skupaj z vami menda kar 17 župnikov. Ne? Trnovo je kraj nesrečnega imena, kot ga je imenoval France Prešern. Ne? Tu je bil sosed znameniti arhitekt Jože Plečnik. Tudi o tem ste vi kar precej razmišljali in pisali, ne? To je bilo vaše diplomsko delo, menda Plečnikovo delo. Tako da imava še veliko materijala za novo srečanje v našem studiu. Gospod Anton Kompare, monsignor, trnovski župnik, za tokrat najlepša hvala in želimo vam res lepo praznovanje letos vašega zlatomašnega jubileja. Hvala lepa. Pa če smem za zaključek reči še eno tako mojo specifično čudaško, ko so ljudje enega župnika vprašali, gospod župnik, kaj pa to pomeni, monsignor? Je rekel, če mene vprašate, ne rečem, da je kaj, nič pa tudi ni. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost.